Imaš to? Imam to. Bomo videli, če imam. Evo, pa to je v redu. A zdaj sem pa jaz? Ja, zdaj si pa ti. Evo, isto. Sploh ni nobene razlike. Se bo z nas Slowly igrala pred 3 meseci. Jaz mislim, Malo da... je boljša, a? Malo me zmaguješ. Ja, sam. Skoraj tam, no. Jaz mislim, da bi ti imela kariero v e-športu. Hvala. Mogoče se pa odločim za to. Z nami je Nate Savimis. Živijo. Živijo. A imate gamerji oziroma igralci videoiger ful boljše reflekse od ostalih? Eni pravijo, da ja, eni pravijo, da ne, ampak jaz mislim, da je dosti tudi od posameznika odvisno. Pravijo, da videoigre to izboljšajo samo. Kaj si pa pri sebi opazil? Ja, ker sem še bolj aktivno pa konstantno igral, sem opazil, kdaj na teh testih tudi, da sem lahko tako 160, 170, kar konstantno, tako od 5 poizkusov recimo 4-krat zadev. Milisekunde. Milisekunde, lepo, ker smo imeli zdaj 310, nekje povprečje človeško je 200 milisekund. Verjetno, če si konstantno odvisen od reakcijskega časa, se čez čas to izboljša. In ti igraš? Counter-Strike Global Offensive. In si tudi slovenska legenda te scene? Tako nekateri pravijo. Ja, tako pravi Neža Prakseničar in mnogi drugi. Jaz sem prebrala, da igre imajo pač pozitivne in negativne posledice. Pozitivna stvar naj bi bila ta, da se lahko kljub različnim šumom in distrakcijam osredotočiš na eno samo nalogo kot igralec in da to naj bi vam zelo dobro šlo. V naši dotični igri imaš ponavadi enega, ki celo igro vodi in on je v bistvu ki je zadolžen za vse ostale. In njemu ponavadi ta stvar ne gre, to celo multitaskanje, pač v bistvu dostikrat se zgodi, da ne vem, gleda radar, ker se nekaj dogaja, pa bi mogel biti pozoren, ampak vsi ostali je pa v bistvu zaradi njega njihova naloga, da se pač fokusirajo na svojo nalogo, na svoj križec in zunanje šume pač odmislijo. Verjetno je to res, no, jaz v bistvu zunanjih dejavnikov, tudi če smo, ne vem, na turnirju, tudi če smo na stageu, ne vidiš ljudi pred sabo, pač v bistvu vidiš na ta ekran, v mojem primeru križec, pač, a ne, in si noter v igri 100%. Ampak verjetno te tudi neke druge stvari, na katere ti nisi osredotočen pri igri, ti se ukvarjaš s svojo vlogo in svojimi stvarmi, ali kako? Ja, mislim, da skoraj vse večje te popularne e-šport igre, League of Legends, Dota 2, StarCraft, Counter-Strike imaš tudi minimapo, ne? Ampak se mi zdi, da v Counter-Strikeu res ne pride toliko do izraza, kakor recimo v League of Legends. Tam se mi zdi, pa v StarCraftu sploh, tam se mi zdi, da mora v bistvu človek se kar navaditi. Eni pravijo, da kar skozi gledaš minimapo, v bistvu bolj gledaš druge stvari hkrati, a ne? V CS-ju pa v bistvu sploh, kakšno linijo držiš, ponavadi se fokusiraš na križec in 100% na križec in te druge stvari sploh ne zanimajo. Včasih tudi ne slišiš teammate, ki ti nekaj govori, samo zato, da bi v bistvu opravil to svojo nalogo. Kaj pa v svetu izven videoiger, pa tudi lahko hraniš to koncentracijo samo na eno stvar? A veš, da nikjer ne slišiš tistega šuma v zadnji, ki ti nekaj drugega govori? Po moje. Mislim, težko je to določiti, pa verjetno je tudi ful odvisno od posameznika, ampak se mi zdi, da jaz lahko za sebe pravim, pa ni to neka hvala, ampak da se večinoma lahko osredotočim na eno stvar in jo dobro delam in odmislim druge. No. Ampak tega ne bi pripisal videoigram ali bi jim? Kako težko vprašanje. Verjetno. No. Kaj se mi zdi, da naprimer v StarCraftu imaš pa ljudi, ki se ful dobro naučijo multitaskati, ki morajo početi več stvari hkrati, premikati vojsko, graditi bazo, se premikati po različnih bazah in tako. In v bistvu se mi zdi, da jih pač izboljša v drugih področjih, naprimer multitaskanja. Ne. Tako da ja, verjetno je to, se ziher da prepisati videoigram. Jaz mislim, da imajo določene pozitivne učinke. A ne. Še eno pozitivno, ker tudi o negativnih bova govorila, menda se znate zelo hitro odločiti, ker je pri igrah ključno, da se hitro odločiš o stvareh in da vam to gre dobro. Ja, to sem pa glih zdaj bral, ker sem se pripravljal na ta cel intervju. Sem bral eno študijo iz univerze, mislim, da Wisconsin, pač glih o temu, da so testirali League of Legends igralce, koliko hitro so v bistvu sposobni narediti odločitev povezano z nekimi vizualnimi, a ne, v bistvu snap decision making. Verjetno se ti razvija, ne, pač v igri imaš v bistvu ful enih odločitev, pa ljudje, ki so zelo kompetitivni, pa to počnejo, ne vem, za neke renke, za denar, za bilo kaj, pa si želijo zmagati. Si večkrat pred odločitvijo, naprimer, da boš umrl ali pa da boš izgubil igro, a ne, in pač vse to te poriva v to, da se v momentu znaš odločiti v pravilne stvari. Tu, če ne vem, 1000-krat pofejlaš, boš pa 1001-krat stvar naredil prav, a ne, in v bistvu v igrah nimaš ponovadi časa, v teh igrah, ki so real time, niso potezne, kot šah, tudi šah ima čas, no, ampak imaš ponovadi velikrat ta fast decision making in to se sigurno builda, ne, z igrami, ko jih igraš. Kaj pa o življenju stran od ekrana? So tudi odločitve hitre? Jaz mislim, da itak vse stvari, ki jih naprimer počneš, se pa prenese na tvoje življenje, a ne, pač tako da verjetno, če to konstantno počneš in tam sprejemaš hitre odločitve, bo isto v življenju, ko bo prišlo do take situacije, boš bil sposoben hitro
narediti odločitev. Okay, ampak zdaj, če veliko igraš video igre, to pomeni tudi, da veliko sediš, ne? Ker preneseš tudi na svoje fizično življenje, na svoje telo, in na svoje telo, res, kar pa je ena izmed tistih negativnih stvari. Ne? Ja. A si kaj občutil že tega? Sem, ja, nisem več tako mlad, a ne, pri 18 se mi zdi, da bi lahko 16 ur sedel pa igral, pa ni bilo nobenih težav. Pa zdaj svoje, da sedenje ni zdravo, a ne, pa je to igranje iger ali je to sedenje pred monitorjem pa v pisarni pa delati 8 ur. Problem je, na primer, še posebej, ko so ljudje v gimnaziji, v osnovni šoli sedijo 8 ur, vsi vemo, da je športna vzgoja veliko premalo, ne, v kurikulumu in potem prideš domov in še tam sediš in igraš pač, a ne, in v bistvu se celo telo začneš čutiti te posledice konstantnega sedenja. Zgledaš tako, kot jaz zdaj, ne? Tako, ja. Ramena grejo naprej, hunchback pozicija, nerdneck se temu reče, ki se ukrivi naprej. Še posebej, ko igraš, si noter te ekran v bistvu posrka noter, doskrat tole vidiš, da si tako naprej. In to so vse te slabosti, ne. Enkrat sem enega fizioterapeuta slišal, da je ful lepo rekel, celo telo je sem se kar zravnala. Ja, morva se. Celo telo je povezano, pač vse je v bistvu povezano in ko ti ena stvar začneš kripati, recimo, ko začneš delati hunchback, se ti rame grejo naprej, pectoralis minor, mala prsna se ti začne krčiti, vedno je tako, da se ti ena zategne, druga pa rata šipka, naprimer zadnji, ker se ful raztegne in ni nikoli uporabi. Pod lopaticami, naprimer, ti začne lopatica vstopati, lahko dobiš vozle, v bistvu celo telo trpi na nek način in ful je teh različnih mišičnih skupin in ko se ti enkrat začneš dajati v eno napačno pozicijo, ponovadi cel chain reaction, celega telesa za sabo preneseš. Zato ima tudi veliko starejših ljudi, ki jih pogledaš, ki so cel dan delali v pisarni, delovnik 8-urni, imajo zelo slabe drže, velike probleme, pa ni samo v bistvu zgoren del, ko vsi mislijo, tudi noge, hip flexori se ponavadi zategnejo, anterior pelvic tilt pride pri temu, pač cela hrbtenica v bistvu pride v napačno lego in to so negativni sigurno učinki, igranja videoiger. A ti vse to veš, zaradi tega, ker si vse to doživel, ali zaradi tega, ker si vse to naštudiral, ali ker si medicinc? Medicinc nisem, ampak verjetno od tega, ker me to zanima, pa se v prostem času zdaj tudi veliko probam ukvarjati športom. Pa tudi imel sem težave, takšne in drugačne in v bistvu je to me pripeljalo do neke poti izobraževanja v tem. Ja, zato ker profesionalni e-športniki dejansko imajo tudi fitness trenerja, veliko se giba in tako naprej, ne? Zato ker verjetno tudi, če gre vse narobe s telesom in si takšen, pol tudi težje igraš, ne? Ja. Gargamel. Ja, jaz tudi mislim, da bilo je že veliko let pred nami v Koreji, se mi zdi, da se je to začelo s StarCraftom, so v bistvu začeli delati te gaming hiše, kjer sem imel svojega kuharja, maserja in zjutraj 1 uro telovadbe, ker so vedeli, če bo človek sedel 12 ur, pač mora zjutraj 1 uro plavati, pa to je nekako minimum, pač človek se mora v bistvu raztegovati. Se meni se zdi, da lahko človek sedi, samo mora to delati z možganje, mora delati to pametno, mora se pač raztegovati, mora trenirati, ker pač naše telo, naša hrbtenica ni narejena, da sedi toliko časa zaporedoma in še posebej v igrah, ker ni mogoče tako, ko si v službi malo tako postran, ampak v igrah si ponad čist noter, še napneš mišice in v bistvu prihaja do teh vozlov. Kaj pa roke, palci? To naj bi bili problematični in na njih naj bi bil velik del obremenitve. Ja, vse se poveže ponavadi pri gamerjih na računalniku, imajo miško in tipkovnico in dostikrat na levi roki ljudje občutijo, temu se reče karpalni sindrom, tako, karpalni tunel. Poškodba pride tudi zaradi RSI, repetitive strain injury, da v bistvu konstantna mocija ponavljaš, ena in ista igra, naprimer pri zapestju, levo, desno. In se te ovojnice udebelijo, in potem pač je moten pretok in ponavadi začnejo pritiskati na kakšen živ, začneš čutiti bolečine. Včasih se tudi manifestirajo nekje drugje, mogoče imaš včasih kle gor težave, pa te boli zapestje, tako zelo je težko pinpointati, ko pride do težav, ampak mislim, da se vsega tega da rešiti, če v bistvu vse zadeve se lotiš pametno, na nek strokoven, profesionalen način, začneš s telovadbo, začneš z razmigavanjem, z vsemi temi stvarmi in tako, kot si rekla, palci, ja, dejstvo je, ko držiš miško, palc, ta cela mišica ponavadi drži miško in je pod velikim udarom, Ta tendosinovitis, to sem imel tudi jaz že diagnozo, pač ta ovojnica kle se udebeli ali pa ta kle in v bistvu začneš čutiti hude bolečine v palcu, vedno, ko primeš miško, vedno, ko karkoli narediš, In pa si nehal igre igrati? Ja, to je bilo zdaj glih 5 mesecev nazaj. Ja, mogel sem nehati, pa ne samo igre, v bistvu sem šel tudi, nehal sem delati, nehal sem fizično trenirati, v bistvu je vse malo šlo na pauzo, dokler sem na bolniški, zdaj se, hvala Bogu, začenja stanje malo izboljševati. Račka. Ja, in kako je bilo pa pol kar odstaviti igre?
Težko, ziher težko. Pa v bistvu, sej, če imaš pa nekaj drugega, v kar se lahko vržeš, a ne, ampak se je v bistvu glih tako vse se je tako porušilo, da so mi glih vse nekak stvari bile odvisne od moje roke in delo in, I guess, hobi, nisem v bistvu nikoli profesionalno igral, to je bilo bolj semi-profesionalno v obdobjih. Težko, no, bi rekel, ni bilo glih najlepše. In zdaj pa, ko tukaj gledajo mladci in mladenke, ki igrajo videoigre, kakšen nasvet? Da ne bojo imeli enakih težav. Po pameti, samo po pameti, telo ne rabi veliko, ne, pač vzem si, preden greš neke long gaming sessione delati, si pač raztegen. Sploh ni nujno, da začneš fizično trenirati, samo raztegen se, ko končaš se raztegen, tako lopatice, aktiviri mišice, a ne, ki niso dostikrat uporabljene, isto roke. Jaz lahko povem, da sem imel 2017, takrat, ko sem v bistvu največ igral, imel hude težave s krpalnim tunelom. In me je zelo bolelo in sem vse odpravil z čisto preprostim raztegovanjem, ampak ne držiš tako po pol minute, recimo tako. Po pol minute? Po pol minute, ja. Lahko tudi več, no, ampak potem pa tako obroček za stiskati, grip strength se reče, kupaš ga, ne vem, v kjerikoli športni štecuni, 15 kilski, 3x10, pred in pol in v bistvu se je zadeva izboljšala, ne, pač prej je bilo pa tako, da nisem več mogel igrati. A nasvet pa ni, dajte malo manj igrati, to pa ne. Ja ne, jaz mislim, da lahko igrajo 12 ur na dan, sam pač treba je vložiti pol tudi nekaj v to, da se razmiguje, da treniraš. Čakaj, zdaj to sešteti. 12 ur na dan igram igre, videoigre, pol 8 ur moram spati. Ja, ampak recimo spanec je prva stvar, ki bi jo jaz rekel, da lahko trpi za to, da več igraš. Tako da recimo 6. Ne moramo, ker prej je bil z nami docent dr. Vedran, ki je povedal, da spati je najbolj pomembno. To se strinjam, ampak pravim, da to bo vedno največ trpi. Ok, recimo 8 ur, ja. Ja, 8, in smo že potem na 20 urah in potem nam se še ostanejo samo 4 ure. Ja, super. 1 ura sprehod, 1 ura telovadba, 1 ura raztegovanje, 1 ura pa da si pripraviš vse obroke, ne. Šolo pa itak ne gremo več. Šolo pa itak pustiš, saj boš pro gamer. Ja, itak. Mani. Nejc, najlepša hvala za ta pogovor. Čim bolj se pozdravi in čim prej. Čim več treninga. Kjer za igre ali Fizičnega. Igrali smo že dosti. Super. Vi pa pozdravite Silvestra in Bobija.